Drage gospe, dragi gospodje, gospodične in gospodiči, prijatelji, domoljubi, predvsem pa svobodoljubi. Svobodoljubi poudarjam zato, ker se bomo nocoj ali pa danes pogovarjali o svobodi. Načeloma velja, da svoboda ne pomeni samo to, da nisi zaprt ali pa zasužnjen. Svoboda pomeni mnogo več. Pomeni, da imaš možnost misliti, delovati, govoriti, ne da bi ti kdorkoli pri tem omejeval, predvsem tisti na oblasti. In svobodna družba ne bi podpirala te ideale. In o tem se bom nocoj pogovarjal z današnjimi gosti. In če jih predstavim takoj z vaše desne, je Peter Jančič, urednik in novinar, gospod Vasko Simoniti, zgodovinar in nekdanji minister za kulturo, in gospod Jan Zobec, pravnik, vrhovni sodnik in nekdanji ustavni sodnik. Takoj na začetku bi postavil neko drzno tezo, bo malo provokativen in bo mogoče kar vprašanje za gospoda Simonitija. Namreč pogosto pojma demokracija in svoboda povezujemo skupaj. Zdaj vas bom vprašal, ali je demokracija in svoboda isto in ali demokracija že avtomatično pomeni svobodo. Hvala lepa. Jaz mislim, da verjetno sprašujete o liberalni demokraciji, torej zahodni demokraciji, ta, ki vsebuje pravzaprav vse tiste parametre, ki zagotavljajo človeku, da tako rečem, osebno svobodo. Osebna svoboda se mi zdi, da je tista, iz katere izhajajo pravzaprav vse svoboščine ali pa vse oblike svobod ali pa omogočajo. Pravzaprav najprej mora biti človek seveda svoboden. Zdaj, demokracija, vemo ta lok, recimo zdaj, če govorimo o zahodni demokraciji, bi jaz rekel, da je seveda pogojena z osebno svobodo, to zagotavljajo seveda ustave, v katerih piše, poznamo pravzaprav kako te opredelitve osebne ali pa po naravnem pravu svobode izhajajo tam od, torej lahko že 1000 let, ampak razsvetljenci artikulirajo pravzaprav te različne oblike svobode in jih potem zapišejo te svoje deklaracije, bi človek rekel, in potem pridemo zdaj, če zelo eno poenostavljam, pridemo recimo do tistih svobod, ki so vključene v ustave zahodnih družb in ki so opredeljene, bi človek rekel, v najbolj poenostavljeno, jutri je dan človekovih pravic, je, ko bi rekel, 10. december 1948 Organizacija združenih narodov sprejme torej splošno deklaracijo, se mi zdi, človekovih pravic. In te svobode, ki so tam zapisane, tem svobodam, da tako rečem, ali pa tej svobodi sledijo razvite liberalne demokracije. Zato bi lahko rekel, če poenostavljam, dejavne, delujoče demokracije omogočajo seveda tudi svobodo. To se kaže, kje bi jaz rekel? Kaže se v tem, da svoboda zagotavlja ustvarjalnost. Možnost ustvarjanja. Ustvarjalnost, ki jo nesvoboda ali pa recimo nedemokratičen režim duši. Poenostavljeno povedano, mogoče se bomo še pol dopolnjevali, ampak recimo zahodni svet, ki je demokratičen in svoboden, da poenostavim, ima največje dosežke. Tako v znanosti, tako v umetnosti,
tako torej, rečemo, če govorimo o 20. stoletju, da poenostavim, ali pa tudi prej, in vse parametre postavlja, po katerih se ostali zgledujemo. Če pogledate, če citiramo kdaj koga, boste poslušali, da tudi največji kritiki zahodne demokracije, ki so pogosto, recimo, kaj sve poznamo, ta imena, se pri nas na njih zgovarjajo. Ampak zgovarjajo se na ljudi, ki so to v svobodi izrekli. Pri nas tega ni bilo moč izreči nikoli. In to so Nobelovci, to so, kako bi rekel, vse vrste pravzaprav kreativnosti, svobode, umetniška svoboda pravzaprav je večja, je bila večja. In če gledate vzhodnjake, da poenostavim, vzhodne ljudi iz vzhodnih nedemokratičnih sistemov, jim ne odrekam ali pa ne prepoznavam v njih, zdaj, če gledam za nazaj svojo generacijo ali pa starejše svoje ljudi, profesorje, vzornike, če hočete, so izjemno izobraženi. Ja, ampak vprašamo takole, a pravite, govorite o zahodnih demokracijah, a zahodne demokracije še zasledujejo te ideale? A ja, to je pa zdaj drugo vprašanje. To je pa drugo vprašanje. Jaz bi sam to rekel, da takoj se navezal pa prepustil drugim. Torej, da je velika izobraženost bila prisotna tukaj, tudi v umetniških praksah so veliko poznali, ampak kaj je šlo? Ni šlo samo za vplive, ampak šlo je za posnemanja. Mi smo vedno se skušali pokazati, da vemo, kako je tem, ampak presežkov so ustvarjali pa na Zahodu. Zdaj, če pa demokracija še ista, kot je bila, pa moram reči, da se krha. Krha se, zdaj pa pogledamo, če sem omenil 10. december 1948 in človečanske pravice ali človekove pravice in kako se je to v ustave inkorporiralo zahodnih demokracij ali pa v Lizbonsko pogodbo, v kateri smo vsi vpeti, so noter zapisane podobne variante, 1a člen recimo, ali pa 1. člen o svobodi človeka. Ampak te se sedaj krhajo. To bo lahko seveda potem še kaj povedali. Gospod Zobec, vi ste bili ustavni sodnik. Lahko rečemo, da ste bili varuh ljudstva pred zlorabo vsakokratne oblasti se strani aktualne vlade. Svobodna družba se od nesvobodnih družb, po mojem mnenju, razlikuje po vladavini prava. To je pač ta ideal, ki daje ljudem neka jasna, splošna načela, ki si jih držijo. Predvsem to, da smo vsi enaki pred zakonom. Koliko je Slovenija oddaljena od tega ideala? Ja, Slovenija je značilna, vsaj tako jo jaz doživljam, po razmeroma dobri ustavni ureditvi, tudi ne slabi, kar se tiče varstva človekovih pravic, ureditvi. Slovenija ima pravno strukturo in institucionalno strukturo, kot jo imajo primerljive zahodne liberalne demokracije. Liberalna demokracija je izraz politološki, prevedeno pravno je to ustavna demokracija. Se pravi, demokracija, v kateri vladajo človekove pravice. Ne vladar, pač pa človekove pravice. In to je bistvo vladavine prava. Da drugače kot pri pravni državi, kjer je pravo v strukturi države, je v vladavini prava pravo nad strukturo države in oblastjo. To pravo je ustava in človekove pravice. Pod človekovimi pravicami so vsi. Do najvišjih, najmogočnejših, največjih, močnih vladarjev, predsednikov, vlade in tako dalje. In Slovenija seveda spada v družino ustavnih demokracij. De jure. De facto so pa stvari seveda drugačne. Drugačne so pač na tej izvedbeni strani. In ko se sprašujemo, zakaj se to dogaja, najbrž
Vsi dobro veste, kaj imam v mislih, zlasti delovanje sodstva, pa ne v tistih na splošno, v drobnih, civilno-pravnih zadevah. Ne. Tam zadeve so nekje primerljive z drugimi podobnimi državami v naši soseščini. Ne. Tisto, kjer pač odpove, so občutljive zadeve, bi rekli high profile cases, ne. Visoko profilirane zadeve, kjer se znajde pred sodiščem recimo nek opozicijski politik, vodja opozicije ali pa kak drug izpostavljen politik, tam pa stvari zatajijo. Ne. Tam se pa dogajajo kršitve človekovih pravic, odstopi od sodne prakse in seveda neenako obravnavanje. Ne mislim samo glede tistih, ki so obsojeni s kršitve človekovih pravic, mislim tudi na koga ali nekatere, zoper katere niso uvedeni postopki, pa bi morali biti. Ne. Tu nedvomno, kjer ima Slovenija izjemen deficit, ne, kjer se kaže celo kot slabša od recimo Romunije, ne, je tranzicijska pravičnost v pogledu kazenskih postopkov in obsodb kršilcev človekovih pravic v času nedemokratičnega režima. Ne. V Sloveniji ni bil niti en postopek zoper kogarkoli, ki je storil vojna hudodelstva. Ne. Genocid, vojna hudodelstva, zločin zoper človečnost. Ne. Zoper, ali pa recimo streljanje na meji. Ne. Nemci so to upravili. Preskušeno je bilo tudi na Evropskem sodišču, Štrelec, Kessler. Romuni so v zadnjih letih naredili pomemben korak naprej, kjer so obsodili odgovorne za zločine v času enopartijskega sistema, totalitarnega sistema. Našli so, oziroma uporabili so mednarodno-pravni instrumentarij glede zastaranja in v tem je precej v pravni literaturi napisanega. Ne? Zelo pozitivno kot premik v razmišljanju tem ozkem pravniškem. Mi, Slovenci, s svojim pravnim formalizmom, pa ne vem še s čem, ne? Lahko si mislite, s čem, smo tu res v hudem zaostanku in v velikem deficitu in tako stanje ima seveda nek feedback v prebivalstvu. Ne? Del prebivalstva je razočaran, je frustriran zaradi tega, zgublja zaupanje. Ne? Drugi del prebivalstva ravna pragmatično, ne? Ravna v skladu s sporočilom, ki ga pošilja tako stanje. Ne? Če sem vas prav razumel, ste prej rekli, da ima Slovenija relativno dobro ustavo, podlago. A vas prav razumem? Tle bi samo opozoril, da recimo v naši ustavi je precej omejena pravica zdaj do referenduma. Hkrati je tudi recimo omejena pravica recimo do referenduma o javnih financah. Ne? To se mi zdi precejšnja omejitev svobode. Ja, to je res. Ampak po drugi strani pa davčna zakonodaja seveda mora biti. Referenduma o tem, da ne bomo plačevali davkov, pač tudi ne more biti. Ne?
Ker na koncu brez davkov ni proračuna, brez proračuna tudi ni varstva človekovih pravic. Ker na koncu je varstvo človekovih pravic odvisno od državnega budžeta. To je res. V Teksasu so na referendumu izglasovali, da ne bodo več plačevali davka na dohodek pravnih oseb. Recimo v Švici imajo referendum o davki. Govorim pač o nekih, po mojem mnenju, pomanjkljivostih ustave, ki omejujejo svobodo, ker govorimo pač o svobodi. Ne rečem, da naša ustava ni dobra, je dobra, ima pa določene pomanjkljivosti, če se strinjamo. Gospod Simoniti, vi ste nekaj hoteli še dodati? No, torej, seveda naša ustava je, torej zdaj laično, po moje povsem dobra, ampak problem je, pravzaprav, ko govorimo o svobodi, je problem, da govorimo o oblasti, torej povezano z oblastjo. In vprašanje je, kako mi razumemo oblast in kako izvajamo to prakso. In to je povezano potem s strpnostjo in nestrpnostjo. In zdaj, zakaj je zdaj pri nas taka nesreča z pravosodjem, bi človek rekel, z represivnimi organi, če hočete, s policijo, tudi ne nazadnje, z mediji, zaradi tega, ker so nepoškodovani prišli iz prejšnjega režima sem. Torej, bolj ali manj. In poslušajte, nekaj groznega se mi zdi, da je lahko človek, ki je bil član tajne politične policije, danes sodnik ali tožilec. No, ok, se razumem, nekaj absolutno groznega se mi zdi. Zakaj? Ker prejšnji režim, zdaj, če pogledate ustavo prejšnjega režima, recimo 1974 SRS, recimo, ustavo. Poslušajte, to je ena logoreja, bi človek rekel besedna, ki skriva, to je ta prepričljivi, gostobesedni tekst z novorekom, ki obljublja vse, v resnici imate pa samo eno stvar, ki je najpomembnejša. Vodilna sila je komunistična zveza. In tukaj se vse neha. In zdaj pogledate, kaj pa je to? To pomeni, da je ta ustava v bistvu izraz nestrpnosti. Kajti vodilna sila je nekdo, pomeni, da nekdo drug ne more biti in da ga izloča. To je ustava, ki izloča. Moderne ustave, pa saj tako jaz razumem, pa vključujejo. Torej socialistične ustave pa izključujejo. In zdaj pridemo mi v nov političen sistem, pravzaprav z nepoškodovanimi ljudmi, ki imajo staro prakso in seveda to lahko izvajajo. Mi smo, torej mi, nezavedni ali pa zavestni državljani, smo to počeli. Ampak komunizem, zaradi mene tudi fašizem, če hočete isto, torej prezirata svobodo. Razumete? To je v bistvu. Gospod Jančič, vi ste. Jaz bi najprej pozoril, kje so vendarle neke danes bistveno boljše stvari, kot so bile v prejšnjem sistemu, kje smo naredili velik korak naprej in kje ostajajo tveganja. Velik korak naprej je preprosto v tem, da danes lahko kdorkoli, mi, če želimo, naredimo politično stranko in poskušamo prevzeti oblast v tej državi. Pred 30 ali pa 40 leti, če si to poskušal, si dobil za vrat tajno politično policijo in si se znašel v zaporu ali pa mrtev. To preprosto ni bilo mogoče. Druga stvar, ki se je spremenila, je to, danes lahko ljudje naredijo svoje medije. Zaradi interneta je to celo malo lažje. V prejšnjem sistemu to absolutno ni bilo mogoče, ker je vse medije nadzorovala ena stranka, en režim in ni dopuščal konkurence, ker so bili pač temelji vladanja. To je danes drugače. Še ena stvar se je spremenila, ki je za ljudi prijetna. Posledica tistega sistema je bila to, da so morali ljudje hitro menjavati denar v tuje valute ali pa v neke vrednosti, ker je bila inflacija takšna, da te si srce pojedla. Tudi to se je spremenilo. Danes živimo bistveno boljše. Ampak neke stvari se pa niso spremenile in tu je pa treba biti previdni. Tu so velika tveganja, na katere sta sogovornika zdaj na nek način oba potihem opozorila. Kažejo se pa ta tveganja, recimo, za tiste, ki malo boljše stvari poznajo, v primeru Kangler, mariborskega župana, pri katerem je neke tajne preiskave odrejal sodnik Janez Žirovnik, ki je bil v prejšnjem sistemu del tajne politične policije
On je torej preganjal tiste, ki so skušali oblast odvzeti prejšnjemu režimu. Z prehodom v nov sistem so v drugih vzhodnoevropskih državah pač izvršili ilustracije in so te ljudi ustavljali. Pri nas so napredovali. Postal je pomemben funkcionar obveščevalne službe demokratičnega sistema, ki ga je potem Kangler nadzoroval. Potem je bil izvoljen celo za sodnika. In potem je tajno odrejal kup nekih nadzorov, ki so na koncu vsi padli v vodo. Ampak to ni najhujše. To je bilo znano, tudi sodišče je že začelo ukrepati, ker je celo nek pomemben akter iz prejšnjega sistema, politik, gospod Ribičič pa rekel, da to pa je nemogoče. Ampak tudi, ko je to že postalo znano, ko so mediji o tem pisali, sam sem pisal, ko so sodbe padale, se je potem ta isti sodnik pojavil na proslavi župana, ki je premagal tega istega Kanglerja, in to za neko stranko, ki je takrat vladala državi, in to je bila stranka Mira Cerarja, ki je predtem bil predsednik sodnega sveta, ki je odločal o napredovanjih sodnikov. Njegova mama je bila pravosodna ministrica iz ugledne družine že iz prejšnjega sistema. In zdaj, tisto, kar je dobro, je to, da se danes o vsem tem lahko vsaj pogovarjamo. Tisto, kar je pa meni res strašljivo, je pa to, ko je opozicija, ki je zaradi teh odločitev in preiskav, ki so vse padle v vodo, so se izkazali za neutemeljene, utrpela veliko škodo. SLS, katere član je bil gospod Kangler, je celo izpadla iz parlamenta, potem, ko se mu je to zgodilo. Nenadoma ni bilo več večine za desne stranke, je zavladala levica, ko so zahtevali, da bi parlament preveril to dogajanje. Se je zgodilo nekaj, kar je pa meni neverjetno, da je poseglo ustavno sodišče, ki bi moralo biti varuh ljudi pred zlorabami oblasti, tudi sodnimi. In je prepovedalo opoziciji, da bi smela preverjati, vpraševati. Pazite, opozicija nima moči, ne vlada. Prepovedali so jim, za nekaj začasno, kar presojajo. In pravzaprav ni bilo nekega strašnega odziva, zgražanja v javnosti. Vse se nam zdi to običajno, kot neke igre, pa ni. Mislim, da je to dogajanje presneto strašljivo. Neke stvari so se zelo spremenile od preteklosti. Danes imamo bistveno več pravic, ampak lahko se izkaže, da so te pravice zgolj videz. Ja. Gospod Jančič je rekel, se pričujem, gospod Zavec, gospod Jančič je rekel, da je napredek v primerjavi s prejšnjim sistemom ta, da se danes mi lahko tukaj pogovarjamo. To je pač nek izraz svobode govora, ki je tudi zapisana v ustavi, ampak zdi se mi, da se to polje svobode govora nekako krči. Tukaj seveda govorim o sovražnem govoru, ki je postala neka mantra določene politične ali aktivistične skupine ljudi. Tukaj bom jaz zdajle prebral en citat iz portala nacionalne televizije, nekega novinarja že pred nekem časa, pa bi vas prosil za komentar tega. Ga bom kar prebral, zato ker take neumnosti si pa jaz ne morem zapomniti. Namreč, on je pisal o neki skupini v Avstraliji, ki je podpirala ukrep avstralske vlade, vsi ga poznate, No Way. To je tista operacija, ki je preprečevala prihod ilegalnih migrantov že na morju. No, in on takole piše, aktivisti skupine z imenom Povrnimo Avstralijo, med katerimi je kar nekaj takih, ki poveličujejo skrajno desne ideologije, pozivajo k zaščiti nacionalnih vrednot in osnovnih pravic avstralskih državljanov, pozor zdaj, kot je denimo svoboda govora. Svoboda govora je postala skrajno desna ideologija, je postala nacistična ideologija, rasistična ideologija. Prosim vas za komentar tega. Ja, tudi sam težko razumem. Svoboda govora že po naravi stvari ne more biti totalitarna ideologija, če pripisuje, da je nacistična, ker pač nacizem je totalitarna ureditev. Zanikanje
temelji na zanikanju človekovih pravic, človekovega dostojanstva. Svoboda izražanja pa ravno izraz tega. Ne? Nujna je ne samo zaradi vsakega posameznika, ker smo pač ljudje misleča bitja in kot misleča bitja pač pišemo in govorimo, ker beseda izgovorjena in napisana še nikogar ni ubila, zaprla, tako dalje. In ker tretjič, ker živimo v skupnosti en ob drugem, moramo prenašati tudi stališča, ki nam niso všeč, ki so izražena. To zahteva, in kot Evropsko sodišče ponavlja to svojo mantro, ne, pluralizem, toleranca in širina duha. Ne. Omejevanje svobode izražanja pa ravno klesti po tej temeljni dobrini in temu, kako bi rekel, evropskemu konsenzu in civilizacijski pridobitvi od antičnega krščanskega, judovsko-krščanskega in razsvetljenskega izročila. Tako da, če zdaj v imenu teh vrednot svobode klestijo oziroma omejujejo svobodo izražanja, ne, prihajajo v hudo protislovje sami s seboj. Ne. Čeprav je najbrž prehudo se na tak način odzvati na neko mnenje nekega novinarja. To je zgolj eno mnenje, zanj tudi velja to, da ima pravico do ekstremnih stališč, ne, in jih moramo pravzaprav braniti. Lahko se z njimi ne strinjamo, jaz se z njim ne strinjam, tudi kolega se ne strinja, ampak ima pa pravico to povedati. Ne. Problem pri omejevanju govora pa možnosti medijev, da upravljajo svoje delo, da pridejo do podatkov, je tam, ko to počne oblast, ko to počnejo tisti, ki imajo moč. In težava je, ker se v Sloveniji to dogaja. Včasih je sicer težko razločiti, ali je to namerno, ali zaradi nevednosti in neizkušenosti, ne, denimo pri primeru, ki ga imamo zdaj, ko je pisal nekoč neko pismo, če se spomnite, da se ne sme oglaševati v nekih medijih, ne, tisti je bilo mogoče zelo različno pojasniti in interpretirati, ne. Ali dejansko kot direktni poziv k temu, ali pa pač kot posledica neke naivnosti, neizkušenosti in je zato reagiral na tak način. Ne. Ampak v nadaljevanju pa vidimo tudi neka kadrovanja v teh državnih podjetjih. Ne, so bile tudi neke afere, ko je kdo koga poklical in vidimo, da inštrumentarij dejansko deluje. Ne. To je tisto, kar je pomembno, dosti bolj pomembno. In treba je podpreti tiste politike, ki tudi z dejanji dokažejo, da so za to širino in ki zaščitijo tudi tiste, ki drugače mislijo. Jaz bi bil tu širok in nikakor pa ne bi napadal pravice nekega novinarja, da pač izrazi svoje mnenje, kakršnokoli je, tudi če je bedasto. Vsi ljudje delamo neumnosti. Absolutno se strinjam, da ima on pravico do svojega mnenja. Jaz sem dal samo kot primer, kako daleč gre, kako se opredeljuje svoboda govora kot nekaj skrajnega, kot nekaj nezaželenega. Gospod Silomiri. V svobodi govora je res že dolg govora, že več let. Ne. Torej, dejstvo je, da so tudi v Evropski uniji nekateri politiki želeli svobodo govora problematizirati v tem smislu, da jo je treba malo omejiti. In so, kolikor vem, stopili tudi v stik z Združenimi državami Amerike, ker vemo, da je tudi tam kaotično relativno stanje, vendar je Amerika eksplicitno rekla ne. Nikoli. Oni imajo prvi amandma, v katerem tudi piše ne, svoboda govora in tiska. Nikoli ne bomo sprejeli, ali kako se tako, ne, nikoli ne bomo sprejeli zakona o omejitvi svobode govora in tiska. In zdaj pogledajte, pri nas je problem, kaj, ne, kdo izreka to? Ne? Zdaj, tle smo že slišali nekaj, ampak vi se morate spomniti, da je tudi bivši predsednik Kučan, ne, na Ilovi gori sprožil, ne, torej, pobudo je dal, da je treba omejiti svobodo govora, ne, ki češ, da ogroža mir. Ne. Zdaj, če človek, ki je utemeljen z nesvobodo govora, ne, v svoji prejšnjem življenju, da tako rečem, ne, torej nekaj takega izreče, je treba vedeti, torej, če smo prej govorili o nepravni državi, ne, človek rekel, ki je nestabilna in tako naprej, kako to prihaja čez. Ne. Torej, jaz trdim namreč, da teh ljudi v resnici svoboda ne zanima. Oni prezirajo svobodo, oni jo želijo omejiti in s tem omejiti tudi ustvarjalnost. Je problem za svobodo govora. Vi imate danes
tako imeno GAFA, torej ti boš vedel verjetno, to je Google, Amazon, Apple, ne vem, Facebook, ne, to je neka združba privatnih velikih organizacij, ki začne nadzorovati ljudi, ki tudi sugerirajo, lahko vas črtajo, ne vem kaj. Potem imate v zvezi svobodo govora države, ki vstopajo sedaj v to in vidijo v drugih državah, da jih sabotirajo, poznamo z Rusijo problem. Imate zdaj posameznike, internet, ne, kjer lahko sramotiš, bi človek rekel, do neskončnosti, pornografijo, vse, kar hočete, imate že gor, kar je norost. Ampak veste kaj? Ne sme se omejevati svobode govora, ampak mislim, da je treba ozavestiti ljudi. Ljudje morajo postati dejavni državljani. Kolikor toliko, saj tisti, ki vladajo in tiste, katere izvolimo. Ne? In te potem sami povzročijo pravzaprav neko selekcijo. Jaz mislim, da tudi ta internetna poplava, kjer je vse dovoljeno, ne, bi človek rekel v navednicah, ali pa zares, ne, se bo umirila ali pa selekcionirala tako kot rumeni tisk ali pa resni tisk. Ne. Ne, to je podobno. Tisto, kar ne smemo spregledati, je to, da se v resnici svoboda govora ne omejuje samo na te načine, ki smo jih tukaj slišali, ne? Ampak se dosti bolj preprosto. Ne? Na ta način, da oblast poskrbi, da javnost za neke pomembne dogodke, ki bi lahko vplivali na javno mnenje, na razprave, preprosto sploh ne izve. Cenzurirajo obveščanje javnosti. Niste mogli izvedeti nedavno, da se je zgodilo neko posilstvo na Metelkovi, ker policija medijev o tem preprosto ni obvestila. Ker nikoli o tem več ne obveščajo medijev. V ozadju je neka prepoved, cenzura. Ne? In to je zagrešil nek migrant, ki je ravno prišel iz zapora po 2 letih, ker je bil zaradi nasilnega ropa. Ko sam probam zdaj priti do sodbe tega sodišča ljubljanskega, temu domnevnemu posiljevalcu, zdaj zato še ni obsojen, ne? Do te sodbe ni mogoče priti. Sodišče ni pripravljeno predstaviti medije. Pazite, sodišče govori o svojimi sodbami, to je vse, kar imajo, ne? Na tem sloni njihov ugled. Njihove sodbe so nedosegljive. Zdaj trenutno poteka že 2 tedna postopek po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Na koncu tega postopka bom, kolikor jih poznam, ker sem to že dosti krat sporočil, dobil en papir, z katerega bo polovica vsega prečrtana, zato ker ne smemo vedeti, pač, kdo je bil obsojen. Včasih prečrtajo celo sodnika, ki je sodil. Zadnje čase sicer že malo manj na teh najnižjih sodiščih. Na višjih je malo boljše, to se strinjam. Ne? To vam govorim, in te stvari, ne, ta prikrivanja, so relativno sistematične. Ko je umrl migrant na Novomeškem, niste izvedeli imena, ker so ga prikrili, policija ga je prikrila. To je nedostojno do teh ljudi. Ko so umrli migranti v Angliji, ko so jih najdli 30 v tovornjaku, ne, ki so zmrznili, so bila vsa imena objavljena, cel svetovni tisk je poročal. Zakaj? Ker tam imajo ljudje pravico vedeti in ker je skupnost spoštljiva do teh ljudi. Mi pa nismo. To izvira iz neke naše, tudi po mojem preteklosti, da si kdo drzne, ne, tako zapreti. In da mediji to sprejmejo in da ne protestirajo. Ne. Tudi, ko je šlo za recimo teroristične napade, ne, boste videli, da so bila imena žrtev, tudi žrtev pa in teroristov objavljena, da se jim poklonijo skupnost, ker je prav, da se ve. Pri nas se to skriva, no, pride kvečemu pozneje na sodišču, ker v sodnih obravnavah pa zaradi ustave samih sodnih obravnav ne morejo zapreti. Lahko pa novinarje onemogočijo vse drugo, da bi karkoli videli, sodne spise, kasneje sodbe in vse drugo sistematično onemogočajo. Samo tisto, kar izrecno v ustavi piše, da mora biti javno, je še javno. To je ta erozija, ki se dogaja že dalj časa in kjer je treba biti po mojem previdni. Gospod Zobec, ste hotel nekaj? Ja, sojenja so javna in javnost sojenja je del poštenega postopka. In del sojenja so seveda sodbe in javne razglasitve so sodb. Ne? Vsa obrazložitev je pač javna. Zato tega tudi jaz ne razumem. In če je tako, ne, potem je v neskladju s takim slovenskim pojmovanjem, po mojem izkrivljenim, ne, pretiranim varovanjem, zdaj najbrž zasebnosti, pravzaprav je to bolj nekakšen alibi za nekaj drugega. Ne. Praksa
jasno, Evropskega sodišča, kjer je natančno, ko greste gledati sodbe, kjer so povzeta imena, priimki, rojstne letnice, vse. Samo v posebej občutljivih zadevah, kadar stranka zahteva prikritje identitete iz utemeljenih razlogov, kjer gre recimo za mladoletne osebe, za občutljive družinske zadeve, tudi za posilstva in podobno, tam je prikrito. Ampak v teh primerih, kot jih je gospod Jančič navedel, tudi sam ne vem, čemu, zakaj. To je del pravice oziroma del javnega sojenja. Samo problem je seveda, ker tistega, ker tu nobena od strank najbrž ne bo zainteresirana to izpodbijati. Ne? Ta, ki migrant ali pa ta, ki je tu bil obsojen, ne? Ta seveda ne bo zaradi tega izpodbijal. Ne? Pa kaj, a se oblast skriva ali kaj? Če je ta oblast pravosodna, kaj? A skriva, hoče s tem ustrahovati ali dajati občutek neke nadmoči? Ne, jaz mislim, da gre tu za nekaj povsem čisto, rekel, psihološkega, vsaj tako ugotavljajo pisci, proučevalci socialističnih, postsocialističnih sodstev. Gre za podedovan strah pred javnostjo. Sodnik je bil zmeraj nekako vzgajan v to, da ga mora biti strah. Ni to osebnost močna. Razumem. Sodnika strah. Njega, seveda, ker se je bal druge oblasti. Zmeraj je bil v nekem dvomu, zmeraj se je bal, kakšne sankcije ga bodo doletele, disciplinske ali pa neka nenaklonjenost tistih, od katerih njegova karijera odvisna in podobno. In sodniki so v socializmu in potem naprej, ne, skozi kulturno reprodukcijo, prestrašeni. Radi se skrivajo, bojijo se izpostavljati javnosti, odlagajo z odločitvami. Ti sodni zaostanki so predvsem posledica strahu pred odločitvijo. Zato tudi radi razveljavljajo. Ampak samo nekaj bi dodal. Ne? Torej, lejte, mislim, človeka prisiljuje v to, da je nekoliko jezen postane. Ne? Torej, tak zunanji opazovalec. Zakaj? Poglejte, sodniki ste državni funkcionarji, ne? S trajnim mandatom, edini. Ne? Torej, s tem v zvezi plačana v skladu z možnostmi, ampak vendarle, pričakujejo ta privilegij, imate za to, ali pa imajo, ne, za to, da bi ustvarili zaupanje, da sodite po pravu, pravično, po pravici, neodvisno in podobno. In zdaj, recimo, se spomnim, ker so od začetka govorili, da ne smemo v javnosti kritično izražati misel ali obsodbe brati, ne? Torej, ali pa pisati o njih. To je bilo nekaj časa, se spomnim. Ne? Torej, kako lahko uskladijo ta poseben status z tem skrivaštvom? Ne? Jaz mislim, da jih je treba res pocukati za rokav. Jaz bi še nekaj opozoril. No? Jaz sem šel malo gledati nazaj, ker se doskrat ukvarjam z dokumentacijo tudi, ne? In tisto, kar je neverjetno, je to, da so mediji v času socializma, ne, v 80-ih letih bolj pošteno obveščali javnost o tem, kaj se dogaja, ne, po državi in na sodiščih. Imeli so dostop do vseh podatkov v socializmu. Na političnih Paste, ne, o nekih kaznivih dejanjih danes, ko sem šel za neke športnike, recimo iskati, ko je en športnik pretepel nekoga, kak je bil potem spor, ker je delal na sodišču, ne, kako so to morali predstaviti, to so vse mediji poročali. Z imeni pa primki, vseh. Ja, to se spomnim. Ja. Tega se tudi jaz spomnim. Ne, paste. Vsi vemo za tega športnika. Danes ni nič od tega več. Ne. Zdaj, tisto, kar mene skrbi, je to, zdaj, gospod Zobec je bil korekten, pa je govoril o neki krivdi tudi sodnikov. Ne. Jaz mislim, da smo tudi novinarji so krivi in mediji kot institucije, ker ne upravljamo več te vloge, da bi se borili za ta dostop. Z prehodom v nov sistem so po mojem začeli tudi mediji pa novinarji domnevati, da so vsi problemi rešeni. Pa niso. In se je začelo počasi rušiti, zdaj sami mediji so pa tudi zelo šibki. Ne?
Ekonomsko so danes bistveno šibki, ko so bili v prejšnjem sistemu. Tisk ste celoti, kot vidite, ruši. Kot takrat, ko so 571 podpisali proti Janševi vladi. So zdaj bolj šibki in bolj ponižani. Pa padejo na finte. To, kar smo se prej pogovarjali, ta velika diskusija o sovražnem govoru. Ta diskusija je sprožena zato, da se mediji ukvarjajo z neumnostmi. To so politične kampanje, ki jih imajo Američani pa drugi že desetletja. To se v šoli učimo. In da se nek resen novinar resno ukvarja s temi diskusijami in ne vidi, da gre za staro finto, vmes se pa dogaja milijon drugih res pomembnih stvari, to kaže neko tudi intelektualno šibkost medijev. Dragi gostje, žal se čas izteka, ampak zaključili bomo s svobodo. Nasploh gospod Simoniti je prej omenil, da svobodne družbe temeljijo na strpnosti, sem vas prav razumel. Ja, na vključevanju bi človek rekel, ne na toleranci, ne na netoleranciji. Na toleranci, bom povedal. Ne na zaupanju, če smem, ne. Nezaupanje je gonilo, pravzaprav, ampak na strpnosti pa ja. Vsi ste vozniki, ne? Vozite avto. Ja, ščirka mi ga je vzela. Povedal bo en primer, pa bi prosil potem za komentar, to bo v zaključni komentar. Namreč, že nekaj časa nazaj so v britanskem mestu Bristol, v nekem mestu v bližini Bristola, se opravičujem, naredili zanimiv preizkus. Tam je glavna vpadnica, ima precej prometnih znakov, semaforjev, pogosto se dogajajo nesreče in pešcev, avtomobili se zaletavajo in so hudi zastoji. In za 3 mesece so naredili en zanimiv preizkus. Za 3 tedne. Za 3 tedne so ugasnili vse semaforje. Kaj se je zgodilo? Niti ene same nesreče. Promet je ratal bolj tekoč. Niti ene nesreče s pešcem. Hočem povedati, da v takih primerih ljudje postajajo bolj odgovorni do drugih in do sebe. Se strinjate? Verjetno, določene meri, ja. Poskus je to očitno dokazal. S tem ne pravim, da bi seveda zdaj mi na cesti ukinili, da bi vsi vozili po eni strani ali pa po drugi, kakor bi hotela. Samo je bil zanimiv preizkus, da ljudje, svobodni ljudje, postanejo bolj odgovorni do sebe in do drugih. Ali pazljivost večja odgovornost ali ne? Vprašanje je, če je pazljivost večja odgovornost ali ne. To je pa okej. Gotovo je v ljudeh vgrajen občutek do sočloveka. To je nekje normalno in pri vsakomur. Vsak ima te osnovne civilizacijske standarde ponotranjenja. Se pa potem zgodi, da včasih s zakonodajno intervencijo se zgodi nekaj, kar je pa v nasprotju s tem občutkom za prav, pa skrbijo za sočloveka. Včasih se zakoni sprejmejo ali pa razlagajo na način, da to kršijo. In zdaj tu v prometu, če so semafori tako čudni, morda zaradi tega. Ampak mislim, da prejšnji mesec sem bil v Indiji in tam 5-milijonskem mestu, recimo Lucknow, tako rekoč ne vidiš semaforja. Je pa nobene nesreče. Jaz se s tem pri nas v Sloveniji ne strinjam. Mislim, da bo treba za odpravo prometnih zastojev in transportnih težav narediti boljše ceste, boljše železnice in bo to dosti več prispevalo kot to, če bomo ugasnili semaforje. Gostom se zahvaljujem za te njihove misli. Zdaj bomo na kratko slovesnost podelili bomo letošnjo nagrado Slovenskega združenja domoljubnih novinarjev. Goste bi prosil, da še malo ostanejo tukaj.
dela. Letošnjo nagrado za leto 2019 in sicer častno plaketo Andreja Slavka Uršiča za posebne novinarske dosežke dobi novinar in urednik Nova 24 TV Aleksander Rant. Gospoda Ranta bi prosil, če pride. Hvala vsem, hvala Združenju novinarskemu za to počastitev v bistvu mojega preteklega dela. Jaz bi rad to povedal, da v tej vlogi novinarja, mogoče kakšnih strašnih prebojev nisem naredil, bi lahko izpostavil nekaj mojih kolegov, ki jim to bistveno bolj paše. Kar se pa tiče uredniškega dela, bi pa rad nekaj povedal, da pač urednik brez montažerjev, snemalcev, toncev, brez realizatorjev, brez tehničnega osebja je urednik brez slike, zvoka, brez vsega. Urednik brez novinarjev je urednik brez vsebine. Se pravi, jaz bi rad to nagrado predvsem posvetil vsem mojim sodelavcem, ki so me v preteklih letih podpirali, z mano hodili čez to pot in bi res rad, da tudi skupaj se še naprej razvijamo kot kolektiv, kot podjetje, kot televizija, ker še nekaj zelo, zelo kratkih misli. Ko sem prišel jaz na to podjetje, je bila to zame služba, danes je to zame poslanstvo. Tako da želim, da še naprej nadaljujemo v tej smeri. Ravno danes, ko je bila okrogla miza o svobodi, mislim, da svoboda potrebuje v Sloveniji še drugo plat. Tako da hvala lepa. Drage gospe, dragi gospodi, s tem zaključujemo današnjo okroglo mizo in podelitev. Do okrogle mizi so bili z nami gospod Jan Zobec, gospod Vasko Simoniti in gospod Peter Jančič. Hvala.